upam, da bo danes več sreče. Zdaj pa prihajamo čisto drug svet. To je to. Ja, pa itek Razor. Tak razgled je imel pa jamski medved. Tudi te klinice so čisto nove. Tole je pa ruska kapeljica. Živijo! Peter spet z vami in gremo v akcijo. Danes sem pa na tretji serpentini vzpona na Vršič iz Kranjskogorske strani, se pravi na Ruskem križu, izhodišču za tlele za Krnico, pa Špik, pa tako naprej. V glavnem, moj cilj je pa danes Razor v krožni turi, gor čez Kriško steno, Kriške pode pa na Razor, dol pa čez Vršič, pa semle nazaj. Zdaj najprej pa vodo natankam. Tole je čudovita dolina Krnica. Mi gremo pa zdaj tlele gor. Pa potem levo gor v steno, pa na vrh, to je Kriška stena. Drugače pa tukaj tudi, kot sem rekel, izhodišče za Špik, pa proti Vršiču se gre, ne? Ta lepotka proti domu v Krnici pa je res čudovite. Sploh zdaj, ko nijem benga. Glih prav je, da se fino ogreješ. Zdaj sem slekel, pa naprej, ne. Pičimo. Pijača se hladi. Drugače pa tukaj je križišče za Špik, se gre. Mi gremo pa tukaj naprej. Takole imamo, ko pa pridemo ven z gozda. Kar dobro, ne? Drugače pa tukaj od Koče naprej se pa malo bolj uspane, ampak ni še nekaj pretiranega. Hotel sem pa reči, da do Koče prije tudi pripelje v bistvu podcesta, oziroma ni za avte, ampak s kolesom se lahko tudi pripeljete, pa pozimi s sankami. Da se na avte hodi samo v Tamar sankat, je tudi Krnica. No, tlele po teh strugah se ponovadi pot zgubi, tako da tle treba ponovadi možice iskati. Pa kakšne velike skale z markacijami. Še enkrat prečimo strugo. Se pa tudi za nazaj že malo pogleda odpira. Sem zavil malo s poti, da še tole posnamem. S točenjem vode bi komot počakal, da sem, ampak nisem čisto vedel. Sem v bistvu bil tlele v Krnico, oziroma tle čez križ sem šel do zdaj samo enkrat. 2 let nazaj sem probal isto turo narediti kot danes. Pa je bil pol na Razorju, oziroma na oni strani Razorja je bil še sneg. Sem mi na Kriških podih to povedala. Ja, in seveda sem pol obrnil, pa šel nazaj po isti poti. Hotel sem pa še povedati, tiste, ki ne veste, Razor je 2601 meter visok vrh. Mislim, da je 8 najvišji vrh v Sloveniji in ga imam v planu že 4 leta. In tako, kot sem rekel, 2 let nazaj ni šlo, ker je bil še sneg. Lansko let, ko sem šel na Dolkovo špico, so se mi supergi strgali,
pa pol nisem šel na Razor. Ja, upam, da bo danes več sreče. En slab curlja tamle. Tole zadnji je Špik. Tole pa dolina Krnica. Kakšen pravličen gozdiček. Tamle čez je pa en gams. Sem se ga verjetno ne videl. Bom prav približati. Oziroma dva sta, ne? Evo jih še na melišču. 4 gamsi. Niso gamsi, oziroma ja, niso gamsi, so le samice kozoroginje. Jih je kar nekaj tlele, tudi mulčki. Imajo otroški vrtec. Ja, pa so oboje, in gams in kozorogi, to prvič skupaj vidim. Zanimivo. Kakšni ogromni balvani, ja? Ja, pa še okoli malo pogled že dolgo. Nisem pokazal. Smo se že kar dobro uspeli, a? Končno se malo poravnali. Ampak hotel sem vam pokazati, kakšna mogočna Krnica. Stene okoli in okoli. Je pa super tle, tudi če malo kasneje štartate, ne bo sonca. Prvič, ko sem šel tlele, je bil, mislim, da začetek julija ali pa konec junija in bo tole še vse v snegu. To je bilo 2 leti nazaj, se pravi 2021. V bistvu tukaj gor pa dol stopal v steno, ki je tamle malo levo, je bilo snežišče. Koliko je svežega kamna. Vidite, tukaj je druga barva, tu je vse sveže. Tamle gor je bil podor. Tole je pa prav tisto pravo melišče. 3 korake naprej, 2 nazaj. Tamle se bom pa v gorniške nastavitve dal, čelado gor, palce pospravil, pa v steno. Ja, pa pojmo gora, ne? Ja, mogoče še to, ne? Ne iti po tem melišču gor, ker je tamle okolje markirana pota, ne? Jaz imam sam preveč, imam danes tako kratko turo, v narekovajih seveda, imam še toliko preveč energije, pa jo malo trošim za brez veze. Je nič. Čemo iti. Pojmo. Zgleda tako vse skupaj nič od tega podora, ne. Ampak je pa in tlele po steni, sploh pa dol po melišču vse razmetano teh novih kamnov. Jeklenic sicer je nekaj, ampak več je klinov, pa tako plezanje po skalah. Tole že v steni Razorja, ne. Malo smo se pa že povzpeli. Tele škrbine se spomnim pa že od prvič, ko sem tlele gor plezal. Kar impresivna, ne. Evo je škrbina še enkrat. Pogledaj tu Krnico. Kar globok že. Tistle Prisojnik, tole je po mojem tudi že vrh Razorja.
No, tamle v tistem, tamle, ki je najnižji, bomo pa pol, ko bomo šli skozi Bovška vratca, bomo potem čez pogledali v Krnico. Tole pa še do vrha. Še dobrih 5 minut. Evo, zdaj pa prihajamo čisto drug svet. Na sonček. Tole mislim, da je Stenar. Tale je križ. Pogled navzdol. Tukaj treba biti pazljiv, da ne krušaš kamenja, ki gre pot kot cikcak gor in ni v redu, če so ljudje za tabo. Če pa ga že vkrušaš, potem se moraš pa zadrt, pazi kamen. Tako da človek spot ve in da se skrije. Tukaj na vrh Kriške stene sledimo markacijam, čez 5 minut bomo prišli do križišča, kjer pride pot iz vrat gor, mimo bivaka 4. Tam je gor so pa tudi Bovška vratca. Križ, pa še Pogačnikov dom. Evo pa malo še pogled proti Ljubljani. Lepi, megleni Ljubljani. Tole zadnje pa Dolkova špica. Tole dol so pa vrata. Tole so pa Bovška vratca. Jaz sem še na Gorenjskem, tole pa že Primorska. Pogačnikov dom, zgornje Kriško jezero tlele spod. Tole seveda Razor. Imamo pa tle eno super priložnost, da vidimo v 3 doline. Krnico, Vrata in pa Trento. Glede na to, da imam sam, koliko je, 10 minut do križa, pa sem bil gor samo enkrat, bomo skočili še do gor s potoma, da imam še to posnet. Ga prepoznate? Triglav, ne? Še tale užina, pa smo na vrh. Dobrodošli na križu. Gremo kar tako eno panoramo narediti. Tole ta prva je Dolkova špica, zadnji se Škrlatica vidi. Prisojnik, Razor, tamle je čist zadnji Kanin, ta naravno se je Bavški Grintovc, smo rekli Trenta, ne dol, tamle se je Krn vid zadnji. Pol imamo tamle, tamle malo nazaj je Bovški Gamsovci tlele, pa zadnji je Kanjavc, seveda Triglav, Stenar, tamle pa Kamniške Alpe in Karavanke. Pod križem pa gre pot naprej proti Stenarju, pa pol tudi dol proti Sovatni in lahko tudi v bistvu tak krog naredite do Kriških podov, pol nazaj dol. Takole sem nazaj na križišču in naslednji cilj Kriški podi, Pogačnikov dom, pol pa te glavni cilj Razor. Pa verjetno tam še na planje vskočimo, kaj bomo grih tam gor.
Evo, kar globok tale Krnica. Zgornje Kriško jezero je pa najvišje ležeče slovensko jezero. Takle pogled na Triglav. No, to smo pa zdaj nad tem najnižjim delom Krniške stene, ki smo pregledali. Čudovito jezero, še z lepšim razgledom. Zgleda pa ta Pogačnikov dom zelo blizu, ampak pol kar nekaj cajta rabimo, da pridemo do njega. Pa tle čez spodaj je treba kar paziti, ko si mimogrede markacijo spregledaš in kar naenkrat ni več poti. Ko je lepo, bi rekli Gorenjci. Tole je Srednje Kriško jezero, tamle je tudi še eno jezero, ampak ni uradno. Po mojem zato, ker presahne. Tukaj se ga pa mojem najlepši vid, Srednjega. Pa še tole je tudi lep pogled. Tukaj okoli Pogačnikovega doma je pa poln planika, ne. Križišče, tukaj bomo šli pol za Razor, prav da je še 2 uri. Grem pa še posnet razgled iz Kriških podov. Takle razgled je izpred koče. Tamle dol je Spodnje Kriško jezero, bom dal posnetek od enega od prejšnjih videov. No, tole pa Trenta, to je pa meni vrhunski pogled. Pa Bovški Gamsovci, Bovški Grintovci seveda. Planja in Razor. Gremo naprej. Drugače Pogačnikov dom je na višini okoli 2060-50 metrov, tako da do kele gor, do vrh Razorja, imamo še okoli 550 metrov. Drugače semle na Razor grem drugič, mislim, da danes tega še nisem omenil, ampak iz te strani, iz Kriških podov, pa prvič. Tako da tukaj zdaj prvič hodim. Vem, da tukaj kar nekaj vzpona bo šlo po meliščih. Še dobro, da sem ga jaz danes že treniral, vzpon po melišču namreč. Pogled nazaj proti Pogačnikovemu domu, tule treba zgleda palce pospraviti, čelado natakniti. Ko so pa tlele tolkali skalo, neverjetno. Zdi, ker so bili to Italijani. Kakšen pogled je. Pa še naprej gor. Sem drugače nazaj palce vzel, sem jih prehit pospravil. Evo, počas se vzpenjam. Tule se gre za Planjo, tu je razgled z križišča, tu je pol še Razor. Da pridem sem nazaj, najprej skočim pa na Planjo. Kaj pa tole? Mangart pa Jalovce, pa zavetišče pod Špičkom in zadnja Trenta. Zadnji pa Kanin, Kaninsko pogorje. Ni še toliko blizu Planja, treba še malo iti. Izgleda, da je tole, pa ni. Evo ga, mogočni Razor. Kar vesel, da je tale prvi vrh Planja. Tiste izgleda, da je glih nekaj tazga visok.
Jezero jasno se vidi. Ja, tole je Prisojnik, Mangart, Jalovec, zadnji montaž. Pol smo tudi tamle rekli desno, zdaj je že Kanin, Krn, tale grebenje Lepo Špičje, Bavrhova Kanjevca, spredi Pihovc, itek zadnji Triglav, Kredarca, Rjavina, Škrlatica, Škrlatica je tlele, tole pa ne vem kaj. Stenar je. To je to. Pa itek Razor. Tole bom pa zdaj zaprl malco, se pravi 4 banane. Kako se lepo pot iz Zadnjice na Kriške pode vidi, serpentine dol. Tole pa tudi kar kul, Sem nazaj na križišču za Razor in gremo gor. Par metrov više pa novo križišče, kjer se gre za Vršič. Piše, da je 4 ure pa pol. Do kele gor ne bi imeli pa še 1 uro. Kakšen razgled je, res je neverjetno. Tlele sem pa po mojem, da slabih 10 let nazaj tlele gor šel, pa se tega čist nič ne spomnim. Prav neverjetno je. Evo, tak razgled je imel pa Jamski medved. Takole na vrh Melišča sem. Pišu, ko ima srečo danes s temi razgledi, noro. Ne vem zdaj točno, sem prej s planje sanjal, da se Škrlatico vidi. Ne vidi se, Tole zdaj je bila Škrlatica, Tole je Stenar zadnji, Rjavina, pa tako naprej. Še eno skrivališče pred nevihto. To so pa tele slavne lojtrce na Razor. Evo, dobrodošli na Razorju. Škrlatica. Triglav. Mangart, ostalo pa še poznamo, Tole dole pa Krnica. Zdaj sem šel pa čist na ta zadnji vrh, tako da se vidi lepo Prisojnik, Krnico, Kranjsko goro.
hudo. Spet smo malo poklepetali na vrh, malo pojedli, popili, zdaj pa pičimo dol, proti Vršiču. Evo, da še enkrat postavim tele štengice, pa še dol. Tak lepa razgled. Mogoče tole še, da tamle ta lojtra, da če niste prav sigurni v moč svojih rok, pol je fejst imeti pas s sabo. Ampak, če pa znate po roko, mislim po lojtri hoditi, pa imate dosti močne roke, pa ni nek problem. To sem hotel povedati. Pa tale melišče je tudi malo zoprno. Na mestih kar zelo tak spolzek, oziroma neko se že reče sipek, kako se temu reče. Pa zavijemo proti Vršiču. Še zmeraj smo na slovenski planinski poti. Prisojnik. Tako dol se pa potka vidi, ko bomo šli proti Vršiču. Za navzdol je kar luštna pot, tako malo melišče, za gor pa tole precej zoprno. Sploh pa v telem, zdajle sem 5 tujcev srečal, gre zdajle gor v telem soncu, nič jim ne zavidam. Mrkaci so pa čisto sveže. Po mojem letos tlele mrkacisti bojali. Tole pa dolina Mlinarce, tlele spod, niž dol v Soteski, ima pa je tudi do 80 metrov globoka korita. Kakšna zanimiva skala tlele gor. Tudi te klenice so čisto nove. To so vse rihtali, bravo. Sem pa takrat, ko smo šli tlele gor, 10 let nazaj, smo šli en teden po Ljubljanskem maratonu, se pravi prvi vikend v oktobru. Novembru. In sicer bilo čez dan vroče, ful, po noči bil pa minus in se je tlele led naredil. Tam je čisto malo en košček in če ne bi imel en kolega cepina s sabo, da ga je malo razbol, da smo do kamna prišli, bi samo obrnili pa še nazaj. Ena taka anekdota, evo pa še malo razgleda za zraven. No, tega se tudi ne spomnim, da je vmes še en vzpon. Kako tale senčka paše, malo vetrček piha, pravi balzam. No, ampak malo dol na travnikih, pol pa sam še hoja konc skal, več ali manj. Pogled nazaj. Pa še naprej. Tam prišel pa do križišča, kjer pot iz zadnjega predsojnikovega okna dol pride. Pa se pa dol spustimo, pa prečimo. Joj, kako je Jalovec lep, Evo, to je to. To je Vršič. Kakšna zanimiva škrbina tutle. Pa lep travnik. Naša pot je pa tamle, Tukaj je lušten, ko se spuščam, ampak tamle, ko sem začel pa vzpenjati gor, pa ne več tako lušten. Zlata vreden izvirček.
To je tak zanimiv del. Tukaj mora pa kar dret voda dol, kadar je. Še to drug del malce, sem se mogel ustaviti. Je pa ta drugače zelo lepa potka. Zdaj sicer kar precej sonce prebija, tako da sem vsake sence vesel, ampak ja, več pa lepi razgledi. Predvsem, če hodiš v drugo smer, je res noro. Če se ne motim, tlele gre pa pot dol do 29. serpentine, ker je tam tudi eno izhodišče. Nisem v 100%, ampak vidim, da je en možic, pa tudi tam le markiran, da je križišče. Tako da neka pot sigurno pride tle gor. Bom prvo napisal, koliko je tlele višinca, ampak imam ene 200. Kva se ga pa vidi. Zdaj pa ne morem povedati, koliko sem vesel, da sem prišel do tega križiša. Ja, do Vršiča imamo še pol ure. Tle gre slovenska pot, tle pride iz Prisojnika. Tukaj gor gre pa grebenska pot na Prisojnik. Zdaj imam pa v bistvu več ali manj samo še ravnino. Tako da sem vesel. Evo ga Vršič. Tole so Mojstrovke. Tam je še zmer Jalovec. Ampak najbolj vesel sem Vršiča. Še to zadnjo sponček čez tale kucelj. Pa sem pa na Vršiču. Pa sam še dol do avta. Kakšna čudovita potka. Teli travniki. No, ampak malo tudi tam že steni Ajdovsko deklico videl, obraz. Malo nižji se vidno. Bom posnel. A vidite? No, tukaj je drugače. Tudi izhodišče za Ferato na Prisojnik in bom dal desen gor. Sva šla z Lukatom en let nazaj. Na 24. serpentini zavijemo pa s ceste, pa gremo dol. Zelo luštno pot tlele dol. Ene parkrat križa oziroma prečkamo cesto, ampak res sam prečkamo in pa smo pa spet takole v gozdu, v miru. Je pa možnost, da gor enega poštopate, pa vas bo dol zapelje do ruskega križa. Ampak jaz po tele potki še nikoli nisem šel, tako da sem si zaželel iti dol. Spremljajo nas vedno bolj bučeči potočki. Tole je pa ruska kapelca, posvečena ruskim ujetnikom, ki so umrli med gradnjo prelaza Vršič. Še malo pogledal do spodaj. Prve stvari, ki sem se pri avtu veselil, je bila lubenica. Tako da imam zdajle še eno porcijo. Druga stvar je pa Jasna jezero in si grem zdajle noter vršt, lubenico pojest, pa zaključek naredimo.
Kar presenetljivo veliko ljudi, glede na to, da je ponedeljek. Tole je pa za piko na i. Ja, takole, jaz sem se malo frišal, malo shidriral, zdaj moram pa še nekaj pojesti, ne. Ampak pred tem pa naredimo še zaključek, se pravi, super tura, top dan, res užival sem s to uro, tale povratek sicer tamle pod Prisojnikom, tale vročina je bila mogoče malo preveč, ampak pač mo. Vse podrobnosti bom dal od spod v opis. Tura tehnično zelo zahtevna, sploh tale vzpon čez Kriško steno, pa pol tisti zaključek gor na tista lojtra. To fizično tudi za en dan zelo zahtevna, za 2 dni mislim, da je čisto v redu. Prespi se na Kriških podih, super, res tam ambient je the best. To je v bistvu to, ne. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Kakšen like in te stvari, saj veste. Pa se kmalu vidimo, ne. Čau!